Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Naj danes za spremembo najprej spregovori glasba. Čez robni skoraj zbežijo oblaki, kot kakšni plaki, raztopeni vojaki. Pod njimi je morje in valovi hitijo, kot da oblakov sence lovijo. Potegnem črto, tako naokoli. Takole je na petkovi konvenciji SDS v Celju navduševal poslanec in ponovni kandidat za poslanca Franc Breznik. Potegnem črto. Vi pa gledate oddajo VV Faktor, resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali državljan K proti državljanu C. Kdo zmaguje v spopadu med Kovačičem in Cerarjem, ter koga bi v resnici bilo potrebno ustaviti. V zadnjem delu oddaje pa Oblak lovi evropsko krono. Slovenski vratarski čudež Jan Oblak lovi naslov prvaka v Ligi Evropa. Na eni strani upokojenec in predsednik stranke Davkoplačevalci se ne damo, državljan K alias Vili Kovačič. Na drugi strani predsednik vlade v odstopu, ki upravlja tekoče posle, in predsednik stranke SMC, državljan C alias Miro Cerar mlajši. O tem, kdo je za slovensko demokracijo bolj nevaren, se bomo pogovarjali s publicistom dr. Bernardom Nežmahom in našim stalnim komentatorjem magistrom Sebastianom Iretičem. Dobrodošla. Dober večer. Bernard, najprej vprašanje zate. Se ti spomniš Vilija Kovačiča, ko se je še boril za referendum proti izgradnji TEŠ 6? Ja, seveda. Ti projekti referendumski so pravzaprav bitke Davida proti Goljatom. V izjemno kratkem času, nekih 8 dneh, je treba nabrati 2500 podpisov, kar je zelo težek projekt, zato ker morajo ljudje se podpisati, sploh ker je pisno. Če bi imeli v sodobnem času, ko so vsi na kompjuterjih, bi bilo to enostavno. In z tega stališča je Vili pravo čudo. Čudo v tem smislu, da se je lotil takega gigantskega projekta in uspeva mu se z njegovo neverjetno trmoglavostjo. Je pa po svoje odličen primer, zato ker kot oseba ni ne demagog, ne retorik, ne tribun, pravzaprav tudi kakšnega močnega šarma nima, tako da svojo pojavo ne more nikogar prepričati. Kar seveda pomeni, da je celotni ta referendum nekaj izjemnega, ker ni prepričal on kot Vili, ampak je zgolj omogočil platformo, na kateri se je množica državljanov zoperstavila ali pa poskušala zoperstaviti projektu vlade, ki je iz mnogih točk vprašljiv. Sebastian, kako je tvoje mnenje, zakaj ravno Viliju uspelo, ne? Jaz mislim, da je našel v štartu prave zaveznike, da je sprožil nek ustrezen val, tudi z informacijami, ki niso držale v navezavi z drugim tirom in tem zakonom. In na tistem prvem zagonu mislim, da je zelo dobro vodil. Zdi se mi pa, da je pol proti koncu tisti kapital in simpatije, ki jih je mogoče pridobil v štartu tega procesa, malo izgubil, sploh po tem ponovljenem referendumu, ne samo zaradi udeležbe, tudi zaradi določenih medijskih interpretacij in drugega, tako da na koncu mislim, da se mu ni šlo, torej ne kar se tiče dejstev, ker ni dosegel rezultatov, ampak mislim, da tudi nekega osebnega kapitala ali političnega ali civilno-družbenega na koncu ni uspel ohraniti, čeprav si ga je na začetku nekako nabral. No, zdaj on pravi, to je zdaj za oba, on pravi, da je dosegel svoj cilj, ker ta vlada ne bo pač peljala projekta naprej,
Ampak v bistvu on je pol na nek način ta svoj cilj, če je iskren pri tem, dosegel že takrat, ko je Miro Cerar odstopil. A ste videla pričakovala, da bi recimo predsednik vlade odstopil, zato ker je Vrhovno sodišče odločilo, pač tako kot je odločilo, da je treba referendum ponoviti? Ja, to je bila gotovo ena najbistrejših potez premierja Cerarja, mlajšega. Namreč, ko bi vlada funkcionirala do konca, bi bil ves čas bi ostal objekt kritike, partnerji bi se distancirali, tako je pa saj nekoliko se spremenil v akterja. In mislim, da mu je ta sodba prišla kot naročena za poskus nekega revivala, čeprav mislim, da posebno uspešen ni. Sebastian? No, če lahko najprej, kar se tiče tega, da je on onemogočil, da bi ta vlada vodila, to ne drži. Ne? Ta vlada v nobenem primeru ne bi mogla peljati razpisa in projekta naprej, zaradi tega, ker dokumentacija za razpis ne bo dokončana do jeseni, mogoče celo do konca leta. Ne? Tako da, če že je naslednji vladi vzel kakšnih 6 mesecev za pripravo dokumentacije, ne? Ta vlada nikakor ne bi uspela tega peljati dalje. Kar se tiče pa samega odstopa, se strinjam, to je bila dobra strateška poteza, imel je celo en teden, 10 dni zelo dobrega zagona, ki pa je potem usahnil. Moram pa povedati, da popolnoma razumem, bom rekel, tisto reakcijo na, ne samo na odločitev sodišča, ampak predvsem na, jaz mislim, celo žalitev države, ki si ga je privoščilo sodišče, ko je poklicalo predsednika vlade na obravnavo, čeprav je očitno imelo sklep že napisan, ker ga je čez 2-3 ure dalo ven. Zdaj, mi si lahko mislimo, kar hočemo o konkretnih nosilcih funkcij in o Miru Cerarju kot predsedniku vlade v tem mandatu, ampak mislim, da je treba kljub vsemu imeti neko spoštovanje do samih funkcij, ne glede na to, kdo so nosilci, in dejstvo, da sodišče pokliče predsednika vlade za neko farso, da počakali bi lahko vsaj kakšen dan, dva, mislim, da to ni bilo dobro strani sodišča, predvsem zaradi tega, ker pri nas že tako nimamo ne zaupanja, ne spoštovanja do politike, do politikov konkretno, in s takimi potezami seveda pada tudi spoštovanje do same državnosti, do nekih simbolov, ki pa le tvorijo nek odnos do skupnosti in države. Ne? Jaz se s kolegom tle ne strinjam. Namreč odločitev Vrhovnega sodišča je bila seveda povezana z dejstvi. In glavno dejstvo je bilo to, da je premier za kampanjo nakazal slabih 100 000 samo sebi. To je bilo pač nosilno vprašanje in soočenje je bilo samo v tem smislu lahko, če bi predsednik lahko na kakšen način vlade to pojasnil. Sam mislim, da je zelo dobro to, da najvišji politiki niso izvzeti iz pravnih norm, pravnih postopkov in v tem, da brani svoje stališče pred Vrhovnim sodiščem, se mi zdi popolnoma nujno. Je pa še nekaj, da mogoče tole oddaja, ki ima besedo Vili K, državljan K, je seveda pravzaprav malce zgrešena, premeščena. Namreč državljan K nastopa pravzaprav v imenu 40 000 in več podpisnikov referenduma. Se pravi, on je zgolj pravzaprav omogočil to, da se protest državljanov artikulira po referendumu. Spomniti se moramo ene druge zgodbe. Kakih 20 let nazaj smo imeli tudi referendum o nedeljskem delu. In takrat je ta referendum zmagal v smislu pravice, da imajo delavci v nedeljo počitek. Potem so pa iniciatorji referenduma sami se dogovorili z gospodarsko zbornico ali pač nekim organom drugače. Se pravi, zoper voljo 40 000 ljudi, ki so jih zastopali. In to je bila do zdaj največja zloraba referenduma. In v tem smislu ni državljan K naredil nič, s čimer bi rekel, voljo podpisnikov referenduma karkoli zmanipuliral, okolj postavil. In veste, to so pravzaprav resna vprašanja. Resno vprašanje
Volilna kampanja ni tako, oziroma tudi referendumska, ni tako nedolžna. Glejte, predsedniki so imeli manjše budžete za državne volitve, kot ga je Cerar nakazal za reklamo. In ta reklama ni bila nedolžna. Če pomislimo, da je imela, rečemo, nacionalka najprej soočanja, po soočanjih se je pa zavrtela plačana reklama vlade, o kateri povejo drugi tir ali konec sveta. In dobesedno s tem denarjem si ti kupil eno veliko argumentacijsko ventil, s pomočjo katerega si prepričeval. In to je bila pravzaprav tako velika zloraba, da se mi zdi, da je pač izjemno dragoceno, da je konec koncev sodišče tudi tako odločilo, da vnaprej ta način ni več dopusten. Če lahko to komentiram. Jaz sploh nisem imel tega v mislih, vsebine njihove odločitve, ampak samo dejstvo, da so oni že sprejeli odločitev in za farso klicali predsednika vlade. Pa še enkrat, lahko si mislimo o njemu, kar si mislimo, tako kot si o predsedniku države mislimo, kar si mislimo, ampak eno so nosilci funkcij, drugo je spoštovanje samih institucij. Torej, sodišče ni poklicalo predsednika vlade, da bi sploh poslušalo, prisluhnilo, karkoli je on rekel, je bilo tako ali tako irelevantno, ker so sklep že imeli pripravljen. Popolnoma ločeno je vprašanje vsebine te odločitve in jaz se tudi s to vsebino ne strinjam. Ves čas, kar imamo referendumsko zakonodajo, so vlade nakazovale sredstva, ali jih niso, ali so, torej ni bilo prvič, da si je to nakazalo in zdaj je Ustavno sodišče ugotovilo, da je to narobe. In odločitev Ustavnega sodišča je sicer tako nekako normativistično-filozofska, ampak je argumentirana. In tista odločba ni tako banalna, kot so jo skušali nekateri mediji prikazati, je zelo, bom rekel, utemeljena, kaže neko novo filozofijo prava, ki se v Sloveniji uvaja in jo celo sprejmem. Ampak Ustavno sodišče je dalo Vrhovnemu sodišču naslednjo nalogo. Najprej ugotovi, ali je prišlo do kršitev. V skladu s to novo filozofijo je prišlo do kršitev. V drugem koraku pa, ali so te kršitve bile takšne, da bi rezultat bil drugačen. In jaz kot strokovnjak za kampanje in kot državljan, ki sem že 25 let v politiki, trdim, da ni tistih 100.000 evrov prevagalo, da v nobenem primeru, ali je bilo 100.000 evrov ali ne, nasprotniki ne bi dosegli kvoruma, ker so bili pod polovico glasov, ki bi jih morali dobiti. Ampak okej, tudi to, dajmo reči, da lahko sprejmemo tudi to odločitev. Kar sem hotel prej reči je, da je bila farsa sploh vabilo predsedniku vlade na sodišče in mislim, da je tudi to bil tisti, bolj kot vsebina, je bil to razlog, ki je nekako razkuril, dajmo reči, celoten vrh SMC-ja. Ja, jaz mislim, da to je zelo prav prišel kot argument. Čeprav jaz ne bi tako decidirano o tajmingu, kakšnem hipu je sodišče karkoli naredil. Recimo, če se spomnim, je zaplemb mladine. So nam mladino zaplenali v 80-ih letih, še preden je išla, čeprav je imel zakon zahteval, da mora pač cel izvod priti do tožilca. In ko smo se mi pritožili čist nad tem dejstvom, je bil se en izmed argumentov, kaj se pa greste, se bi tako to in to izdali. Ampak gre za načelno spoštovanje zakonov in jaz mislim, da bi rekel to dejstvo, da je leta potekala ta zloraba vlade za sredstvi, za samo promocijo, pravzaprav ni razlog, in ker se nihče ni pritožil, ni to razlog, da zato, ker je bila tradicija ves čas taka. Veste, to je tako, ker če črnci niso imeli pravice nekoč v ZDA v avtobusu sedeti v prvih vrstah, potem nikoli ne smeš dati več pravice, bi rekel, spremembe tega apartheida. Tako da to je v resnici politični apartheid, da iz državnega proračuna nonšalantno financiraš samo eno stran in s tem odvzameš drugi polovici državljanov, ali pa kakšen koli procent je, možnost do enakovredne obravnave. In to je bila zelo huda zloraba in jaz se v te zdajle detajle, v kakšnem hipu se je kdo pojavil, pa je mogel reči 3 besede relevantno, in manj se mi zdi, da je to sekundarno. V redu, počasi bomo morali iti na prve oglase, no, samo še eno mogoče hitro vprašanje, ko smo že pri tem spoštovanju inštitucij, ki si ga ti omenil, Sebastian, oziroma nosilcev funkcij, kako pa komentirate to poplavo ovad proti predsedniku republike, sicer za vloge, ki jih je prej opravljal, ampak vendarle? Jaz mislim, da je
vseh tistih primerih bil kvečemu politično kriv zaradi njegove politike. On je bil en tistih, ki je umikal politiko iz vseh odločitev, vse naj odloča stroka in s tem je demokratično izvoljeno politiko umaknil in odprl prostor za politično podzemlje pri tistih odločitvah. Zagotovo je on kriv za vse velike težave v njegovem mandatu, ne zato, ker bi bil pokvarjen, skorumpiran ali kaj takega, ampak zato, ker se je umikal iz vsakega vprašanja. Torej, on kot predsednik vlade bi moral nad takim projektom, kot je bil T6 recimo, to je bil ključen projekt tistega momenta v Sloveniji, on bi moral neposredno spremljati, imeti 100 informatorjev, ki bi mu recimo zadeve razlagali. Ne? Prav, se opravičujem, Sebastian Bernard, boš dobil besedo po oglasih. Vrnemo se po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem dvoboja državljan K proti državljanu C.